Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Obhajamo božične praznike, ko nas danes na nedeljo v božični osmini nagovarjata kar dva praznika. Najprej se spominjamo grozljivega dogodka, ki je zagrešil kralj Herod, ki se je zaradi svojega nepoznavanja Svetega pisma zbal novorojenega odrešenika Jezusa Kristusa in je ukazal pobiti vse dečke v Betlehemu in okolici, da bi se tako iznebil morebitnega tekmeca. Hudoben naklep ni uspel, ker je Bog pravočasno opozoril svetega Jožefa, da se je z družinico omaknil v Egipt. Dete je bilo rešeno, ostal pa je boleč spomin na nedolžne betlehemske žrtve, ki se jih vsako leto hvaležno spominjamo v božičnem času. Danes pa je tudi praznik svete družine in osrednje in temeljne ustanove človeške družbe in cerkve, s katero smo vsi tako globoko povezani in iz nje izhajamo, v njej živimo in v njo se vedno znova vračamo. Od stanja, v katerem se nahaja naša družina, je odvisna naša sedanjost, naša bodočnost in tudi naša večnost. Zato je razumljivo, da je Jezus za način svojega očlovečenja, svojega prihoda na ta svet izbral družino in je svoja otroška in mladostna leta, kot pravi Bog in pravi človek, preživel v zavetju in v danih razmerah običajne človeške družine. Prav zato so božični prazniki v nekem smislu tudi družinski prazniki. Prav zaradi te imenitne vloge, ki jo ima družina v človeški družbi, je zelo primerno, da se v božično praznovanje, v čas božične osmine, vključi tudi poseben praznik svete družine, ki naj nam pomaga, da bomo še utrdili naše družinske vezi in vrednote, ki so tako potrebne v vseh časih, tudi v našem času, da bodo vsi družinski člani vedno globlje doživljali lepoto, vrednoto in pomen družinskega življenja. Zato smo vsi poklicani, da ustvarjamo to duhovno obnebje in gojimo versko zavest o potrebnosti uvajanja v versko življenje, ki se v najvišji meri uresničuje prav v družini in tudi v župniji, ki naj družini pomaga, da bo resnično postajala domača cerkev, to se pravi okolje, kjer se rojevajo in rastejo ne le novi člani človeške družine, ki jih je treba uvajati v življenje, ampak to raste tudi novi kristjani, za katere naj bi vsaka verna družina poskrbela in tudi na primeren način uvajala v krščansko življenje. To je osrednja naloga in poslanstvo vsake verne družine, nekoč in danes. To poslanstvo prinaša s seboj mnoge radosti, družinsko srečo in veselje, pa tudi premnoge probleme in izzive in vprašanja, s katerimi se treba pogumno soočati nekoč in danes. Kristjani, učenci Jezusa Kristusa, smo lahko veseli in srečni, da imamo za reševanje teh vprašanj v rokah luč in ključ. To je Sveto pismo, ki ima že na prvi strani napisano, da je Bog človeka ustvaril kot moža in ženo in jo s skrivnosti ljubezni med seboj povezal v družino, v to temeljno človeško ustanovo, ki naj prinaša smisel življenja in ustvarja ugodne pogoje za rast novih članov človeške družbe. Jezus je to temeljno zvezo obogatil z znamenjem sakramentom svetega zakona, ki svojimi duhovnimi darovi omogoča, da ta temeljna ustanova lahko uresničuje svoje poslanstvo. Zato smo vedno znova, tudi v božičnih osmini, povabljeni, da se ustavimo ob življenjski modrosti Božje besede in z njo ne samo bogatimo, ampak tudi rešujemo probleme in vedno nova vprašanja, s katerimi se sooča sodobna družina. Tako smo v prvem berilu današnjega praznika poslušali modrega Siraha iz Stare zaveze,
ki nam po Božjem navdihu govori o vrednotah, ki naj bogatijo naše družinske odnose, zlasti odnose med starši in otroki, zlasti odnose v času, ko starši ostarijo in so potrebni pomoči. Hvala Bogu in vsem, ki so omogočili, da smo v nedavnem referendumu jasno in glasno povedali, da smo učenci Jezusa Kristusa, ki prihaja, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Nadvse pomembno je današnje drugo berilo, v katerem apostol Pavel v pismu Kološanom in tudi nam spregovori o bogatstvu, in vrednotah, ki ga prinaša naša vera v družinsko življenje. Te vrednote niso le pot k resnični sreči, za katero smo ustvarjeni, ampak tudi ključ za reševanje vseh še tako zapletenih vprašanj družinskega življenja, medsebojnih odnosov, tudi vprašanj vzgoje in priprav na življenjske odločitve. Kje je rešitev? Apostol Pavel svetuje, da si je treba vsak dan nadeti prisrčno usmiljenje, dobrotljivost, milobo, potrpežljivost. Da treba prenašati drug drugega in si odpuščati. Nad vsem tem pa naj kraljuje ljubezen, ki je ves popolnosti. In mir Kristusa bo kraljeval v vaših srcih. Ob vsem tem bogastvu temeljnih življenjskih vrednot, tudi ob božičnem praznovanju, ostanemo realisti in se zavedamo, da nas v življenju ne nagovarjajo le lučke, bogato obložene praznične mize, angelsko petje, pastirčki v jaslicah in otroško veselje. Ne, praznično veselje vznemirajo tudi mnogi problemi, na katere opozarja tudi današnji praznik, sicer družine. V današnjem evangeliju smo slišali, kaj je sledilo radostnemu oznanilu božične noči, angelskemu petju, prihodu pastirjev in vseh treh kraljev. Sveti Jožef, varuh nazareške družine, je dobil skrivnostno božje sporočilo, da mora še po noči vstati, vzeti Marijo in dete ter bežati v Egipt, da reši otroka pred Herodovimi vojaki. Sveta družina postane v trenutku tipična begunska družina, kakor se srečujemo tudi danes, ko so tudi mnoge družine na begu, v katerega so prisiljene zaradi vojnih spopadov in nemirov, zaradi lakote in neznosnih življenjskih razmer. Veliko pa je takih, ki se jim niso uresničila življenjska pričakovanja, ki živijo v neurejenih življenjskih razmerah, ločitvah, sporih in sovraštvu. Prav zato je pokojni papež Frančišek že leta 2014 sklical v Rimu posebno sinodo, posvet škofov in drugih strokovnjakov za ta vprašanja in so razmislili, kako naj bi tej družini pomagali reševati te in podobne težave. Sad te sinode je bila apostolska spodbuda radost ljubezni, ki prinaša konkretna navodila in predloge, kako naj pomagamo družinam, staršem in vzgojiteljem pri reševanju teh problemov. Poti je veliko. Prav zato nas pastirji cerkve vabijo na sinodalno duhovno dogajanje in na obhajanje svetega ali jubilejnega leta. Prav zato obhajamo božične praznike, da bi ohranili pravo smer, da bi zajeli moči in poguma, da se bomo pogumno soočili s našimi skupnimi nalogami ter podpirali in pospeševali vse, kar pripomore k zdravemu in za vse družinske člane primernemu krščanskemu življenju. In bomo tako deležni obilo miru in radosti novorojenega odrešenika, da nam bo v polnosti veljal svetonočni pozdrav. Slava Bogu in mir ljudem. Amen.